Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober dan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Lep pozdrav tudi naši Dijani in Alenki, ki sta že aktivirali možnost, da dajete komentarje, tako na Facebook in YouTube. In seveda pozdravljeni vsi, ki ste se zdaj preklopili iz službe do predava na temo, kako bi lahko bili še bolj srečni v službi. In zdravo tudi ti, Blanka. Pozdravljena. In dajte nam v komentar povedati, ali ste že komaj čakali, da je ponedeljek, ali ste mogoče že komaj čakate, da bo naslednji teden, ki bo malo bolj prazničen, namreč približujejo se nam prvomajski prazniki. Današnja tema pa je agilnost. Agilno vodenje projektov, agilno vodenje ljudi. Kaj to je? Kakšna je agilna miselnost, kakšne so lastnosti agilnih ekip, o vsem tem bo govoril naš predavatelj Voranc Kutnik. Voranc je partner v podjetju CorpoHub in pravi agilni entuziast. Po mojem bo začaral tudi vas. Je certificiran Scrum Professional in prvi Management 3.0 trener v Sloveniji. Torej, absolutno je kreativec, kajti kreativci so tisti, ki so prvi, ki so pionirji na nekem področju, vsaj v lokalnem pogledu. Za njim je 10 let dela v IT-ju, potem pa se je odločil, da je ravno agilnost tista stvar, s katero se želi ukvarjati do konca svojih dni. In zato je eden izmed začetnikov vpeljave agilnih pristopov in metode Scrum v slovenskem prostoru z nešteto izkušnjami. Kot zanimivost, tudi nam se bo tokrat javilo pravzaprav sredi še ene svoje agilne delavnice. Zato le pošiljajte vprašanja, zato kajti od 3 do 3 pa 15 bo nanje tudi odgovarjal, potem nas bo pa zapustil, ker bo šel nazaj na svojo delavnico. Torej, človek je agilen, kar tudi uči. Kakšne izkušnje imate vi z agilnostjo? Povejte nam v komentar. Kako se znajdete, ko je potrebno biti agilen in kaj pravzaprav agilnost sploh je? Kaj je to agilna miselnost? Dajte nam mogoče deliti kakšne vaše asociacije. Meni so zadnjič rekli, Pardon, se opravičujem. To je bil pa klik. Da ne poznajo izraza agilnost, poznajo pa izraz agility za pse. Vse to je v bistvu isto. Ja. Ko vodiš, da mora biti čim hitrejši, čim spretnejši, čim bolj iznajdljiv in da se hkrati na koncu dobro počuti. Tako da mogoče je to neka primerjava, ki vam pride prav. Nekateri bodo rekli, da to samo nov termin v stari preobleki, oziroma star termin v novi preobleki. Midve lahko rečem, da za najino pozitivno psihologijo, za boljše življenje, agilnost dejansko res živiva v praksi.
če računamo, da lani poleti še nismo vedeli, da bodo letos potekale konference tako, da si bomo lahko privoščili cel teden. Ne pozabite, mi od 15. do 21. aprila skupaj z 91 drugimi državami praznujemo Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti s to 7. konferenco o kreativnosti. Ja, in tako zelo agilni, kot poskušamo le biti, so pa agilni tudi naši podporniki, ki se odzivajo po eni strani na najine pobude, po drugi strani na vaše pobude, ki nas ves čas spodbujate k organizaciji novih dogodkov. In sicer so to Epilog, Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije. Vsi ti trije tudi sami nas spodbujajo k organizaciji novih dogodkov in tem. Potem so pa tukaj še Result, AMZS, Lek Novartis, Salos in pa Geni Sonce. Vsi pa sodelujemo z medijskimi partnerji Delo, Podjetnik.net in Media Marketing. Čisto mimogrede, na podjetnik.net lahko tudi preberete članek o agilnem vodenju ljudi, ki ga je Voranc napisal za to predavanje in za nas vse. To pa ni edina brezplačna zadeva, ki jo lahko dobite, brezplačen članek, brezplačno predavanje, brezplačna rast. Dajmo za to skupaj poskrbeti, da ne bo samo dežek padel na zemljo, ampak bomo tudi mi pomagali ekologom brez meja, zato da bomo lahko živeli v čisti naravi, z čisto zemljo, čistim zrakom in čisto vodo. In lepo prosim, nakažite svojo donacijo tudi pravni mreži za varstvo demokracije, zato da bomo živeli v varni, demokratični, svobodni družbi. Tako. Postavljajte tudi vprašanja v komentar, da bo lahko Voran Skutnik na njih kasneje, ko se nam bo pridružil, pa tudi odgovoril. Zdaj pa nadaljujemo s predavanjem in se Roka je... Ne pozabite preposlati tega predavanja tistim sodelavcem, tistim vodjem, tistim prijateljem, tistim partnerjem, za katere si želite, da bi ga slišali. In ne pozabite se naročiti tudi na YouTube kanal Pozitivna psihologija za boljše življenje, kjer, kot vidite, zdaj pa že skoraj dnevno 2-krat objavljamo sveže, kvalitetne, strokovne prispevke in predavanja. In kar se tiče potrdil, poglejte v komentarje, kliknite in izpolnite. Tako, agilno in hitro, Blanka, zdaj pa gremo v akcijo. Zdaj pa zares, ja. Lep pozdrav, pozdravljeni na predavanju o agilnosti. Danes bomo govorili o agilnih organizacijah, o agilnih ekipah in o tem, na kakšen način delamo v agilnih ekipah, zakaj je to drugače od klasičnega načina. Torej, preden se bomo lotili pogleda na agilnost, bomo šli najprej malo v zgodovino. Se pravi, pred dobrimi 100 leti, tam okrog 1915. leta, je Frederick Taylor postavil temelje tradicionalnega menedžmenta. To je menedžment, kot ga danes poznamo po celem svetu in tudi v Sloveniji in je še zdaj zelo živ. Takrat, pred 100 leti, je Frederick Taylor iskal optimizacijo v podjetjih, s katerimi je delal. Taylor je hodil z štoparco in z metrom po tovarnah, po podjetjih in je ljudem optimiziral njihove naloge. Iskal je, kje so izgube v času, kje so izgube v določenem premikanju, v nepotrebnih korakih, v nepotrebnih dejanjih, ki jih delajo, in je njihovo delo optimiziral. Ker je bilo takrat prepričanje, da je podjetje kot nek stroj in če bomo optimizirali vsak posamezen delček stroja, bo to najbolje za celotno podjetje. In tak pristop, tak inženirski pristop, zaradi tega inženirskega pristopa, ta pristop imenujemo znanstveni menedžment. Nekateri temu obdobju rečejo tudi taylorizem, ker je Taylor najbolj znan
iz tega obdobja. Ni bil pa edini, ki je to počel. Skratka, takrat je bil cilj. Biti inovativen je bilo delati optimizacijo dela, ki ga upravljamo v podjetjih. In to zato, da so lahko ljudi iz podeželja, iz kmetij, da so lahko te ljudje se zaposlili v tovarnah in so delali neke zelo enostavne ponavljajoče se naloge. To je bil takrat cilj in v tem so bili zelo uspešni. S tem znanjem je recimo Ford lahko začel delati avte v milijonskih serijah. Recimo 500.000 avtov na leto svojega modela T je začel Ford delati z uporabo tega znanja. In ta princip, ta pristop temelji na dveh principih. Prvi princip je, da za vsako nalogo v podjetju lahko najdemo en najboljši način za izvajanje te naloge. Skratka, en sam način in ta način lahko znanstveno dokažemo in ko najdemo tak način, vsi v podjetju opravljamo to nalogo na takšen način. In o tem ne diskutiramo več. Drugi princip pa je, da je razmišljanje o delu, planiranje dela in izboljševanje dela strogo ločeno od izvajanja dela. Vsaka v podjetju imamo, če si predstavljate piramido, zgoraj so ljudje, ki razmišljajo, ki organizirajo delo, potem je meja in spodaj so ljudje, ki samo izvajajo delo in ne razmišljajo o delu, ne iščejo izboljšav, samo opravljajo svoje delo. Skratka, to se je zgodilo cirka 100 let nazaj in to smo imeli 100 let in še danes imamo, je še zelo živo, še danes tudi v Sloveniji in širom po svetu. Druga stvar, ki se je zgodila, leta 1970 je Winston Royce, Američan, ki je delal v letalski industriji, napisal članek z naslovom Managing the Development of Large Software Systems. In on je v tem članku, ki je še danes dosegljiv na internetu, prvi na svetu definiral, da bi velike projekte razdelili na faze. On je v tem svojem članku narisal eno tako lepo slikco, kako en velik projekt razdelimo na različne faze. Najprej vprašamo uporabnike, kaj si želijo. To je tako imenovana faza zbiranja uporabniških zahtev. In ko to naredimo, je te faze konc in rezultat te faze so ponavadi neki zapiski, neki dokumenti nastanejo. Potem recimo te dokumente vzamejo ljudje iz drugega oddelka in naredijo iz tega neko analizo, analizirajo te ugotovitve iz prve faze. In zaključek te faze je zopet so dokumenti. In potem te dokumente vzame tretji oddelek in naredijo arhitekturo rešitve, dizajn produkta, kaj bomo zdaj mi dostavili nekomu. In spet nastane neki načrti. In potem te načrte, te papirje spet date inženirjem, ki zgradijo produkt. Ali je to fizičen produkt, ali je to softverski produkt, kakršenkoli produkt že delamo. In potem oni naredijo produkt iz teh dokumentov. Oni se niso nikoli v življenju pogovarjali z uporabniki in kaj bi radi počeli, nič. Oni so dobili vse napisano, to so naredili in ta produkt dajo pol še v naslednjo fazo, kjer nekdo preverja, ta produkt pravilno dela. Verifikacija ali pa testiranje, rečemo temu. In potem še oni to testirajo in damo uporabnikom. In tako izvajamo produkte že 50 let po celem svetu, masovno, povsod, to je še dan živo. Ker takrat 1970. leta, ko je Taylor prišel s to idejo, ni bilo nobene alternative in je cel svet zagrabil to idejo in uporabljamo ta slapovni model, imenujemo waterfall, reče temu v angleščini, vsakodnevno po podjetjih širom po svetu. In skratka, to sta dva dogodka, ki sta se zgodila v prejšnjem stoletju in sta močno zaznamovala še stanje, kako delamo v podjetjih, kako izvajamo projekte, kako organiziramo delo. In v 60. letih je Douglas McGregor, profesor iz MIT-ja, že takrat, se pravi pred več kot 50 leti, je raziskoval, ukvarjal se je s tem, zakaj je človeški potencial tako slabo izkoriščen v podjetjih. Zakaj ljudje tam že v 60. letih delajo v službah nekaj ponavljajočega, nekaj čim bolj enostavnega, kot je bil cilj takrat Taylorja, nekaj čim bolj enostavnega delati in nekaj početi. Se pravi, njihov potencial, človeški možgani, ki so ena izmed najbolj kompleksnih stvari na svetu, in ljudje, ki smo kreativni, inovativni, v bistvu delamo neke naloge, ponavljajoče naloge, 10, 20, 30 let. In on se je s tem ukvarjal.
In je ugotovil, da je tradicionalni management, to, kar je Frederick Taylor izumil pred 100 leti, tak malo bolj ukazovalen management, malo imamo palčko v roki, malo grozimo, malo imamo korenček v roki, nagrajujemo dobro delo, tak način dela, da temelji na enih predpostavkah o ljudeh. In on je te predpostavke zbral pod imenom Teorija X. Teorija X pravi, da so ljudje po naravi leni in ne radi hodijo v službo. Da ljudje po naravi niso kreativni, ne morejo biti kreativni. Kreativni so samo tam, kako se izogiba delu, tam znajo biti kreativni. Drugače pa ljudje niso kreativni. Ljudje niso sposobni prevzeti odgovornosti. Ljudje moramo siliti, da nekaj naredijo, ker ljudje niso sposobni reči, jaz bom to naredil in bom to naredil. Niso sposobni prevzeti odgovornosti. Ljudje niso sposobni imeti notranjo motivacijo, delati nekaj zato, ker rad nekaj delam in to rad počnem. Zato je treba ljudje skozi jim malo groziti in jih malo nagrajevati, da sploh kaj naredijo. Edina motivacija za ljudi je plača enkrat na mesec. In to je teorija X. In klasičen management temelji na teh predpostavkah. On je pa že takrat rekel, da obstaja teorija Y, ki pravi, da je za ljudi delo enako naravno kot vse ostale stvari v življenju. In da ljudje smo po naravi kreativni. In da ljudje imamo neko notranjo motivacijo v sebi, da nekaj radi delamo, ker radi počnemo te stvari. Da ne hodimo v službo celo življenje samo zaradi plače. In da ljudje smo sposobni prevzeti odgovornost. Smo odrasle osebe, pametni ljudje, smo sposobni prevzeti odgovornost in nekaj narediti. In zdaj, večkrat se vprašamo, a je katera od teh teorij X ali Y pravilna? Izkaže se, da sta obe pravilni. In to so pokazali z enim poskusom, ki ga imenujemo samoizpolnjujoča se prerokba. Znan je tudi pod izrazom Pygmalion učinek. V 80 letih prejšnjega stoletja so v eni šoli v Ameriki dali na začetku šolskega leta vsem učencem pisati inteligenčne teste. Potem so te teste pobrali in naključno žrebali 20% učencev. In učiteljem rekli, teh 20% učencev je najbolj pametnih, čeprav so bili naključno žrebani. In potem so šli. In na koncu šolskega leta, se pravi še slabo leto, so spet dali učencem zapisati inteligenčne teste. In se je izkazalo, da je teh 20% naključno žrebanih učencev bistveno bolj napredovalo v šolskem letu kot ostalih 80% učencev. In to zgolj zato, ker so si učitelji mislili, da so oni najbolj pametni. In so se do njih drugače obnašali, zavedno ali pa nezavedno, drugače so se do njih obnašali, jih mogoče bolj spodbujali, jih bolj, pohvalili večkrat. Na tak ali drugačen način so verjeli, da so oni pametni in so jih spodbujali. Torej, v podjetjih je enako. To, kar si vodje, menedžerji mislijo o svojih zaposlenih, a verjamejo v teorijo X, ki pomeni, da so ljudje, leni, nesposobni, ne radi delajo, niso kreativni. In če bom jaz to verjel kot vodja v svojih zaposlenih, bo to imelo slab vpliv na moje zaposlene. Če bom jaz verjel v teorijo Y, da ljudje so kreativni, so notranje motivirani, radi pridejo v službo, bom jaz se posledično do njih drugače obnašal in bo to imelo drugačen učinek na njih. Skratka, s to samoizpolnjujočo se prerokbo so pokazali, da nekaj, kar je pričakovano, se bo tudi uresničilo. Zato je zelo pomembno, kaj si vodje, menedžerji, če rečemo, mislijo o svojih zaposlenih. A verjamejo v teorijo X, v ta klasičen organizacijski model, kjer je ljudem treba natančno povedati, kaj delajo, malo s palčkom, malo s korenčkom groziti, ali pa po drugi strani verjamejo v teorijo Y, da če bomo ustvarili dobro okolje v službi, bojo ljudje kreativni, bojo motivirani, bojo prevzemali odgovornost. To je nekaj te zgodovine. In danes, leta 2021, je svet popolnoma drugačen od sveta, v katerem je Taylor izumilo tradicionalne pristope v managementu. V 100 letih se je svet popolnoma spremenil.
In zato so te prijemi, klasični organizacijski, menedžerski prijemi in klasičen način, ta slapovni način, kako izvajamo projekte po celem svetu, danes vedno bolj neprimerni. V današnjem svetu, poslovnem svetu, ki ga imenujejo s kratico angleško VUCA svet, VUCA, tak svet pravijo danes, da je volatilen, da je neprevidljiv, da je kompleksen, kar pomeni, da na podjetja danes vpliva zelo veliko dejavnikov, dobavitelje imajo iz celega sveta, kupce imajo iz celega sveta, stvar je veliko bolj zapletena. In pa ta zadnja A, ambiguity v angleščini, pomeni meglenost, nejasnost, dvoumnost, kaj je sploh res v današnjem poslovnem svetu. A je to resnična novica, nekaj, kar se je zgodilo na trgu, a je lažna novica? Kaj pa res počne konkurenca? Kaj res rabijo uporabniki? Te ene kompleksnosti, nepredvidljivosti, volatilnosti, hitro se dogajajo stvari, te nejasnosti je danes toliko v poslovnem svetu, kot je ni bilo še nikoli. In zato podjetja iščejo drugačne pristope, kako se organizirati, kako organizirati delo, da bojo bolj ustrezno organizirana glede na to, kakšna je situacija zunaj. In največja dejavnika, ki vplivata na to, kakšen je današnji svet, sta globalizacija in tehnološki napredek. In tega ne moramo ustaviti, to lahko samo sprejmemo. Poslovni svet danes je VUCA svet in zato podjetja iščejo, kako se organizirati, da bojo lahko odreagirala na te stvari. In zato danes podjetja iščejo, kako se prestaviti iz klasičnih takih organizacij, kjer je hierarhija, kjer imamo oddelke, silo se jih včasih imenujemo, kjer gre navzdol odločanje, moč, ta pozicija, navzgor pa ljudje poročajo, kaj je bilo narejeno. Bi radi podjetja organizirali na malenkost drugačen način, bolj agilno, mi danes temu rečemo. Skratka, to ponavadi za sabo potegne, da so ekipe majhne, samoorganizirane, opolnomočene, kjer sprejmejo odgovornost za neko svoje delo, imajo precej svobode, kako delajo, ampak popolnoma prevzamejo rezultate nad tem, kaj nastaja. Vsake ekipe so drugačne, dostavljajo vrednost, zelo jasno, komu dostavljajo vrednost, kako vrednost dostavljajo in to zelo transparentno. Po drugi strani, da lahko imamo take ekipe, potrebujemo drugačno vodenje. Iz tega klasičnega menedžerskega recimo pogleda, kjer jaz ukazujem in govorim drugim, kaj naj delajo in potem kontroliram, ali je bilo to narejeno, grem bolj v to vodenje. Kako lahko jaz vsak dan svojim zaposlenim, svojim ekipam pomagam, da bojo pri svojem delu uspešne. In če bojo one ekipe pri svojem delu uspešne, to pomeni, da bom jaz uspešen. To, jaz vsak dan in moja odgovornost je skrb za moje ljudi, skrb za moje ekipe. In to bi naj danes vodje počeli v organizacijah, v takih drugačnih organizacijah. Tretja stvar je pa še, da bi radi komunikacijo v podjetju sprostili in da lahko poteka v vse možne smeri. Ne samo, da lahko jaz komuniciram samo s svojim nadrejenim, on s svojim nadrejenim in če hočem jaz vprašati nekoga iz drugega dela podjetja, moram iti prek hierarhije, da dobim ta podatek. Danes bi si želeli, da preprosto ostanem, grem do tiste osebe, jo vprašam, predebatiramo, grem nazaj, sem zvedel, hitro odreagiramo v ekipi in gremo naprej. Tak nek način bi radi vzpostavili. In zdaj, to imenujemo, ta pristop, ki ga danes iščejo podjetja po svetu, se imenuje agilnost. Zdaj, kaj je sploh ta agilnost? Če pogledate v slovar, recimo slovenskega knjižnega jezika, je agilnost definirana kot to, da je posameznik, da je neka oseba sposobna se hitro gibati, se hitro premikati, to je biti agilen. Biti agilen pomeni, da je oseba sposobna hitro razmišljati, jasno razmišljati, pa hitro odreagirati. Tretja lastnost človeka, ki je agilen, pa je, da je človek sposoben hitro se odzvati glede na to, kaj se okrog njega dogaja. Odreagirati hitro. Torej, to je agilnost in to je za ljudi biti agilen. In enake lastnosti si želijo tudi organizacije. Hitro odreagirati, hitro razmišljati, hitro se gibati, hitro odreagirati, ko se nekaj zgodi, kot se je zgodil koronavirus pred enim letom. To je biti agilen in podjetja iščejo take načine. In zdaj, to je se pravi cilj. Uporabiti agilnost
da bo podjetjem izboljšala pri doseganju ciljev, pri doseganju rezultatov in da bo preživela v naslednjih letih in desetletjih, ki bojo še hitrejša, kot je že trenutno, pa že trenutna situacija zelo se hitro spreminja in zelo je treba biti hiter, da odreagiramo ustrezno hitro in da ustrezno odreagiramo sploh. Skratka, to bi radi dosegli. In zdaj pridemo do te agilnosti, ki je trenutno nek pristop, ki ga podjetja ubirajo. Jaz bom razložil agilnost skozi miselnost, vrednote, principe in pa razne pristope, ki jih uporabljamo v podjetjih. Zdaj, kaj mislimo mi z agilno miselnostjo? Agilna miselnost temelji na enih ugotovitvah, ki jih je Carol Dweck, svetovna znana psihologinja, ugotovila v svojem 30-letnem delu. Carol Dweck je s svojimi ekipami 30 let raziskovala, kakšna je miselnost in kako različna miselnost vpliva na naše življenje, na naše odločanje, na naše izpostavljanje, na našo reakcijo na težave in tako naprej. In ona je v svojih knjigah in svojih TED govorih lepo razjasni, da obstajata dve miselnosti. Ena miselnost temelji na izjavi, ki gre takole. Inteligenca je prirojena. Tega ne moreš spremeniti. Inteligenten se rodiš ali se pa ne rodiš. To je ena izjava. Druga izjava pa je, ne glede na to, kako inteligenten si, lahko postaneš boljši. Skratka, to sta dve izjavi. In ona pravi, da ta izjava, ki definira, da je inteligenca prirojena, je fiksna miselnost, uradno reče ona temu fixed mindset, eni temu reče toga miselnost, fiksna miselnost, ker je inteligenca prirojena. Druga ta miselnost se pa imenuje uradno growth mindset, se pravi prožna miselnost, miselnost usmerjena na rast, prizadevna miselnost, ker verjamemo, da s prizadevnostjo lahko postanemo boljši. In zdaj lahko tudi inteligenco zamenjate s talenti. Lahko rečemo talent za igranje kitare ali pa talent za igranje košarke. A je to prirojeno ljudem ali verjamemo, da lahko postanejo boljši? To sta ta dva pogleda na to, kako gledamo na svet, kako gledamo na ljudi in to, kako v nekem trenutku, kjera ta miselnost nam je bližja, bo zelo vplivala na naše delo, na naše obnašanje. Izkaže se, da ljudem, ki jim je v nekem obdobju, v nekem trenutku bližje ta fiksna miselnost, bližje ta pogled, inteligenca je prirojena, eni so pametni, eni pa niso. Da takim ljudem je zelo pomembno, da si v službi recimo ostali sodelavci, da si mislijo, da sem jaz dober. Da jaz dajem občutek, da sem jaz zelo dober, ker jaz sem med tistimi inteligentnimi, jaz sem med njimi. In zato bom zelo veliko časa in zelo veliko energije posvečil temu, da bom skrbel za to, da bojo ostali si mislili, da sem jaz dober. To je tako ena lastnost ljudi, ki jim je malo bližje fiksna miselnost. Ljudje z te growth mindsetom, s to prizadevno miselnostjo, to prožno miselnostjo, skrbijo za to, da postajajo boljši. Ne ukvarjajo se toliko s tem, kaj si drugi mislijo. A si moji sodelavci mislijo, da sem jaz najboljši v tej naši ekipi ali ne. Ampak moj cilj je postajati boljši. Jaz hočem postajati boljši. Ekipa hočem, da postaja boljša. Podjetje hočem, da postaja boljše, ker verjamem, da lahko postanemo boljši. Mogoče celo veliko boljši. In te razlike v tem pogledu zelo vplivajo na to, kako se izpostavljamo, kako se učimo, recimo kako odreagiramo na napake. Recimo Carol Dweck je enkrat naredila tudi en eksperiment v Hongkongu na eni fakulteti, kjer predavanja potekajo v angleščini. In so nekako pri študentih zmerili, katera miselnost jim je bližja v tistem trenutku, v tistem obdobju življenja, in so razpisali zastonj tečaj angleščine za vse študente. In izkazalo se je, da so se prijavili na ta zastonj tečaj angleščine večinoma študenti, ki jim je bila bližje ta prizadevna miselnost, ta prožna miselnost. Zdaj, zakaj se recimo študenti, ki jim je bila bližje ta fiksna miselnost, zakaj se ne bi prijavili na zastonj tečaj angleščine? Izkazalo se je, da zato, ker če se jaz prijavim na zastonj tečaj angleščine, dam jasno vedeti vsem svojim kolegom, da moja angleščina ni perfektna. In se raje ne prijavim na tečaj angleščine, zato da ohranjam to, da si vi mislite, da sem jaz že super v angleščini. Izkaže se na žalost, da ljudje v podjetjih ali pa tudi privatnem življenju, vsi smo taki, vsi smo bolj fiksni.
Včasih spuščamo priložnost za učenje, za napredek, za postati boljši, za nekaj novega se naučiti, zato da ohranjamo status, da si drugi mislite, da sem jaz dober. In to sami sebi delamo škodo. Vsi smo daj bolj na fiksni strani. Noben človek ni samo fiksen ali pa samo prilagodljiv, vsi se nahajamo nekje vmes. Carol Dweck tudi zelo lepo razlaga v svojih knjigah, da že to, kar sami sebi govorimo, ker se marsikdaj sami sabo pogovarjamo, že sam s tem dialogom, sam sabo, se pomikamo med bolj fiksno pa bolj prizadevno miselnostjo. Vsaka noben se ni rodil fiksen ali pa rodil, da jim ta prizadeven, ampak smo vsi nekje vmes, lahko se pa včasih malo zavestno prisilimo bolj proti tej prizadevni miselnosti, bolj proti temu growth mindsetu, ker bo boljš za nas, boljš bo za našo ekipo, boljš bo za podjetje, ker bomo postajali boljši, ne pa dajali vtis, da smo dobri. In mi bi si želeli agilno miselnost, ki temelji na tej prizadevni miselnosti. To bi si želeli imeti v podjetjih, ni pa čarobne palčke za to doseči. In zato se s tem ukvarjamo. Zato hočemo, da ljudje, da ne skrivamo napak, ki jih imamo, da povemo, kaj smo naredili narobe, da se naučimo iz tega, da lahko delamo daj kaj druge, kar še nikoli prej nismo počeli in se bomo nekaj naučili in bomo postali boljši. Ker ne vem, če sem jaz inženir, kako pa vem, kako dober sem lahko v marketingu, če tega nikoli nisem počel. Dokler tega ne bom probal, ne bom vedel. Mogoče bom lahko čez 3 dni, čez 3 leta odličen v marketingu, ampak ne vem. Dokler ne bom probal, ne bom vedel. In take stvari. To je agilna miselnost, ki temelji na tako imenovani prizadevni miselnosti. Sveda smo pa vsi ljudje, imamo tudi daj bolj fiksno miselnost, vsi daj skrbimo za to, kaj si drugi mislijo, noben ni imun za te stvari. To je miselnost, tako miselnost bi si želeli. Potem imamo vrednote in principe agilnega manifesta. Leta 2001, februarja 2001, se pravi 20 let smo praznovali obletnico prejšnji mesec agilnega manifesta, ki je bil napisan v 17 strokovnjakov, se je zbralo v enem smučarskem središču v Ameriki in so se dobili za en vikend in napisali 4 vrednote in 12 principov agilnega manifesta. In bom jaz sam razložil 4 vrednote, na kratko 12 principov si lahko preberete na internetu, je napisano veliko o tem. Oni so definirali 4 vrednote, ki pravijo, prva pravi, posamezniki in njihove interakcije so bolj pomembni od procesov in orodij. To pomeni, da v agilnosti nimamo čisto nič proti procesom in orodjem. Noben ne pravi, da tega ne rabimo več. Še vedno imamo procese, še vedno imamo orodja. Ampak v agilnem delu, v agilnih organizacijah si želimo, da je fokus na ljudeh, na posameznikih in njihovih interakcijah. Tako danes pravijo, da naloga menedžerja ali pa vodij ni več kontrolirati ljudi ali pa nadzorovati ljudi, pa mikromenedžirati ljudi, ampak delanje dobrih ekip. In to je ta prva vrednota. Ljudem pomagati, da bojo rastli, da se bojo učili, da bojo sodelovali, da bojo kot ekipa rastli in dostavljali čim več vrednosti. Procesi in orodja nas pri tem podpirajo, še vedno jih imamo. To je prva vrednota. Druga vrednota pravi, da je delujoč produkt, nekaj, kar delamo, nekaj, kar nastaja. Mi v agilnosti temu rečemo produkt. Nekaj bo nastalo za nekoga. Zato obstaja nek projekt ali pa neka ekipa. Da je delujoč produkt bolj pomemben od dokumentacije, ki nastaja. Da še enkrat spet poudarim, dokumentacijo še vedno imamo. Ni zdaj to, da pomeni, da v agilnosti ne rabimo nič več dokumentirati, ker bo vse se super išlo in dokumentacija je čist brez veze. Nikakor. Dokumentacijo imamo, ampak imamo ravno toliko, da nam pomaga graditi produkt. Ne obratno, da pišemo dokumente o tem, kako naj bi produkt delal, produkta pa sploh nimamo. To se je nažalost velikokrat dogajalo v preteklosti in se še vedno dogaja. Mi delamo produkt, vmes pa nastaja tudi dokumentacija. Fokus je pa na produktu. Tretja vrednota, da je sodelovanje z naročnikom ali pa z uporabniki ali pa z deležniki, da je to bolj pomembno od nekega dogovora, neke pogodbe. Zdaj spet da povem, pogodbe še vedno imamo, še vedno obstajajo pogodbe, tudi v agilnem svetu. Še vedno obstajajo neki dogovori o tem, kako delamo, kaj naj bi naredili. V glavnem je pa bolj pomembno to, da skozi čas projekta, recimo da projekt traja 1 leto, da bomo skozi cel projekt sodelovali z naročnikom, sodelovali s potencialnimi uporabniki, sodelovali z deležniki, zato da bomo na koncu po 1 letu dostavili nekaj, kar ima res čim več vrednosti za njih.
Ne da dostavimo to, kar smo pred enim letom zapisali v pogodbo. Ker mogoče je tisto po enem letu že čist neprimerno za uporabnike ali pa za naročnika, ker se je svet spremenil. Zunaj je VUCA svet, v enem letu se zgodi ogromno. In mi hočemo znotraj teh dogovorov dostaviti čim več vrednosti. In v agilnih projektih smo non-stop v kontaktu z uporabniki, z deležniki, z vsemi, zato da preverjamo, a sploh prave stvari počnemo. To je bila tretja vrednota. Četrta, zadnja, taka splošna je, da je prilagajanje spremembam bolj pomembno od sledenja načrtom, nekim planom. Še vedno planiramo, tudi na agilnih projektih. Skušamo malo planirati, skušamo delati neke načrte, kdaj se bo kaj zgodilo, kdaj bomo kaj naredili. To počnemo. Ampak se zavedamo, da je bolj pomembno, da smo prilagodljivi. Skratka, non-stop moramo biti prilagodljivi, da se bomo odzvali na situacije, ki se bojo zgodile v našem podjetju, pri konkurenci, ne vem, na trgu in tako naprej. Seveda smo pa pri tem tudi planirali, pa še vedno planiramo. Ampak odzvati se na situacijo je bolj pomembno od zelo veliko planirati. To so 4 vrednote, ki jih probamo živeti v agilnih ekipah, v agilnih organizacijah, ne glede na to, kaj že pomeni agilnost konkretno v vašem podjetju, kot se bomo pol pogovarjali. Skratka, miselnost, vrednote. Potem pa obstaja še 12 principov, ki dopolnijo te 4 vrednote, ki jih probamo v resnici jih poznati in jih živeti in se jih zavedati v organizacijah, kjer recimo uvajamo agilnost, hočemo postati bolj agilni. In zdaj pridemo pa še do tega zadnjega dela, kjer obstaja ogromno enih pristopov ali pa enih metod ali pa enih metodologij, kakorkoli jim že rečete, ali pa ogrodij, ki jih v podjetjih uporabljamo pri delu z ekipami ali pa tudi ne glih z ekipami, zato da nam pomagajo delati na bolj agilen način. In to, skratka, teh je res ogromno pristopov. In zdaj, kjeri so boljši, kjeri so slabši, kjeri so bolj primerni za vas, odvisno. Lahko ste agilni na čist svoj način, sploh vam ni treba imeti katerega od teh znanih agilnih pristopov. Jaz bom zdaj za občutek povedal 2 pristopa, ki sta med najbolj znanimi. In prvi tak nek pristop, k agilnosti je Kanban, ki je japonski izraz za tablo. Kanban je v bistvu tabla. In s Kanban tablami mi pomagamo ekipam, da bolje delamo, da bolje delajo, da dostavljajo več vrednosti. Kanban je vizualizacija dela, je neka tabla, gre za vizualizacijo. Pred korona časom smo imeli vedno te table v podjetjih na stenah, ponavadi z temi liski, post-it liski. To tudi v Sloveniji, hvala Bogu, je ogromno ekip, ki uporabljajo take table. Od IT podjetij do bank, do farmacije, vidite, ko pridete k njim, ne povsod, ampak v nekaterih ekipah, vizualizacijo dela. S Kanbanom mi probamo vizualizirati naš način dela, naš proces in damo gor vse naloge, zato da ustvarimo popolno transparentnost nad tem, kaj delamo, kaj smo delali, kaj bomo še delali, na čem zdaj delamo. In to se ni rodilo, ta pristop v nekih modernih podjetjih ali pa v Silicijevi dolini. Te Kanban table so se rodile v avtomobilski industriji pred desetletji, pred 50 leti, v Toyoti najbolj. So vizualizirali delo. In danes vizualiziramo delo v IT podjetjih, v odvetniških pisarnah, v marketing oddelkih, kjerkoli. Ljudje doma hiše gradijo s Kanban tablami ali pa otrokom dajo gor hišna opravila na Kanban table, ne vem, košne trave, odnes smeti, pospraviti sobo, take stvari. Zdaj, recimo, to izgleda zelo enostavno, če bi mi v neki ekipi uvedemo neko vizualizacijo, neko tablo, je najbolj enostavna tabla, da ima 3 stolpce in recimo prvi stolpec se začne, da nekaj, kar bomo še delali, včasih temu rečemo to do, ali pa nekaj, kar je treba narediti in tam gor zložimo naloge, ki nas še čakajo. Potem recimo srednji stolpec od 3 je v delu, ali počasih rečemo doing, v angleščini reče temu doing. Tam not so naloge, ki jih trenutno delamo, zelo transparentno. In zadnji stolpec je, ko so naloge narejene, je to končano in so tu not naloge, v angleščini temu reče done in vizualiziramo tam not naloge, ki so že narejene. Skratka, zelo jasno je vsakemu, ko pride v našo sobo, ali to direktor, ali član ekipe, ali nek menedžer tam, ali pa nek, ne vem, nov zaposlen, ki je prišel 2 dni nazaj v službo. Ko pogledaš to tablo, ti mora biti precej hitro jasno, kje smo z nalogami, kaj je narejeno, kaj ni narejeno, na čem delamo, kdo kaj dela. Ekipi, to je ta transparentnost, ekipi pa ta vizualizacija
mi pravimo, da take table sevajo informacije. Ne moreš reči, da ne vidiš listkov tam gor in nalog tega gor, ker ne moreš reči, da ne vidiš v tistem stolpcu, da je not 5 listkov in kaj piše gor. Skratka, to je zelo jasno in take table, namen takih tabel je, da optimiziramo delo, da najdemo boljše načine dela v ekipi, kako spravljati naloge iz te prve faze, kaj vse moramo narediti, do te faze, kaj vse smo že naredili. Mi hočemo, da je ta čas čim krajši, da čim hitreje naredimo naloge, ker ko naredimo naloge, dostavimo vrednost. Zelo napačno razmišljanje včasih v podjetjih je, še danes je to zelo razširjeno, da glavno je, da zelo veliko delamo, da smo busy, rečejo v angleščini, da ful stvari počnemo, bolj malo pa končamo. Mi bi radi s takimi tablami, s tako transparentnostjo začeli zaključevati stvari, ker ko neko nalogo zaključimo, dostavimo vrednost nekemu deležniku ali pa nekemu uporabniku. Dokler na nalogi samo delamo, pa čeprav zelo veliko delamo, je vrednost take naloge nič, ker napol narejena naloga nima vrednosti. Če v marketing oddelku delamo prezentacijo za našega direktorja, da bo šel na konferenco s to prezentacijo, napol narejena prezentacija ima nič vrednosti za našega direktorja. Ko bo končana, jo bo lahko vzel in imel predavanje. Skoraj narejena prezentacija ima vrednost nič, ker upam, da se strinjamo, da z napol narejeno ali pa skoraj narejeno prezentacijo človek ne more imeti predavanja pred 500 ljudmi. In to je Kanban tabla, vizualizacija dela, ki nam pomaga iskati težave, kje se nam zatika, kako lahko bolje delamo. In to je namen tega. Ta Kanban je zelo enostaven, nima nobenih dogodkov posebnih, nima nobenih vlog. Gre za vizualizacijo dela, procesi, naloge, transparentnost in nasilje v izboljševanje načina dela. Ker, če se spomnite, agilna miselnost pravi, da lahko vedno postanemo boljši, včasih celo veliko boljši. In v agilnih ekipah verjamemo, da smo lahko še boljša ekipa. In to tablo, to vizualizacijo, te informacije uporabljamo za iskanje boljšega načina dela. To je to. In to je prva metoda. Zelo enostavna. Ne rabite nič kaj spreminjati v podjetju za vpeljavo tega. Druga metoda, ki je najbolj razširjena agilna metoda na svetu, se imenuje Scrum. S-C-R-U-M se napiše. In to ni kratica, zato jo ne pišemo z velikimi črkami, ampak je to Scrum, je en element igre rugby. Scrum je ime te metode. In 60%, okrog 60% vseh agilnih ekip na svetu uporablja Scrum. In Scrum je razširjen res po celem svetu, hvala Bogu, tudi v Sloveniji že precej. In uporabljajo ga, od ekip na Tesli, do ekip na Googlu, do ekip na Microsoftu in hvala Bogu tudi v Sloveniji. Je zelo enostavno ogrodje, v bistvu je ogrodje, ki ima par elementov, okrog 10 elementov, ki nam določi osnovna pravila, kako delovati. Ostalo je pa na ekipi, da išče čim boljši način, kako znotraj tega Scruma biti čim boljša ekipa, zato da dostavimo čim več vrednosti. In zdaj, Scrum ima 3 stebre. Prva je transparentnost. Brez transparentnosti ne morete biti agilni, nikakor, s Scrumom ali pa brez. Transparentnost do tega, kje smo, kako je stanje, kaj počnemo dobro, kaj počnemo slabo, koliko smo res naredili, koliko še nismo naredili. To je transparentnost do stanja. To je pogoj, da se lahko izboljšujete, pogoj, da lahko dostavljate čim več vrednosti, je realno stanje, kaj je res. In zato te table nam pomagajo ustvarjati tudi to informacijo. In zdaj, to je transparentnost. Druga 2 stebra Scruma sta pa pregled in prilagoditev. V angleščini temu reče inspect, adapt. To pomeni, da Scrum nas sili vsake par tednov se ustaviti, zaradi transparentnosti imamo vse informacije na voljo, naredimo ta pregled stanja, kaj je res, kakšen je res produkt, kako res delamo in potem naredimo prilagoditev. Se prilagodimo, se izboljšamo. Vsaka ekipa na tem svetu lahko postane še boljša. Zato pomeni tudi vsaka ekipa v vašem podjetju lahko postane še boljša. In to skozi nas Scrum sili v to, da se ustavimo, pogledamo, kako delamo, kaj je dobro, kaj je slabo, analiziramo te stvari, se pogovorimo in najdemo vsaj eno izboljšavo. In to počnemo skozi. Moramo se izboljševati, ker se lahko izboljšate vsaka vaša ekipa. Ker če si neka ekipa, recimo v podjetju, misli, mi smo že najboljši, zelo diši po fiksni miselnosti. Skrbimo za to, da si vsi ostali misli, da smo mi že najboljša ekipa na svetu.
Verjemite, da obstajajo še boljše ekipe na svetu. Zelo nevarno je, da ima ena ekipa miselnost, mi smo že najboljši in jaz sem že recimo najboljši nek človek. Skratka, lahko postanemo boljši. In skratka, to je Scrum in Scrum je iterativna metoda. To pomeni, da počnemo stvari v iteracijah, da namesto da eno leto nekaj počnemo, razdelimo to eno leto v take kratke korake, iteracije, ki jih imenujemo sprint. Uradno ime v Scrumu je sprint. To pomeni, da namesto da eno leto delamo in na koncu upamo, da bo vse stvari prav narejene, delamo recimo v kratkih iteracijah, ki so dolžine med 1 in 4 sprinte. Recimo, da imamo dvotedenske sprinte. To pomeni, da naredimo korak 2 tedna in potem se ustavimo, pogledamo, kako delamo, kaj je bilo narejeno in naredimo nov korak, spet 2 tedna. In ponovimo, spet se ustavimo, pogledamo, kaj je bilo narejeno, in pogledamo, kaj lahko izboljšamo in naredimo nov korak. Delamo korake, korak, zato da ugotavljamo, kako lahko najbolje delamo in kako lahko največ vrednosti dostavimo, da bomo uresničili vse te cilje, ki jih imamo. In zdaj, Scrum ima par sestankov, vsak tak sprint začnemo s planiranjem, to pomeni, se ekipa dobi skupaj, se usedemo in naredimo plan za 2 tedna. Kaj si res želimo narediti? Kaj verjamemo, da ima največ vrednosti, če bomo to dostavili? Za koga bomo to dostavili? Komu bomo čez 2 tedna pokazali, da bomo dobili povratno informacijo? Vsaka jasno se zmenimo, kaj je cilj tega sprinta. Ko se to zmenimo, začnemo delati. In recimo 2 tedna, vmes vsak dan imamo kratek dnevni sestanek, 15-minutni, zato da se ekipa oči pogleda in da ugotovimo, kje smo, kaj smo že naredili. To je ponovadi pred temi tablami, kaj je že narejeno, kaj še ni narejeno, kaj trenutno delamo, kdo ima težave, kdo rabi pomoč, kdo lahko mu pomaga, kaj rabimo mogoče od koga drugega, od druge ekipe, drugega oddelka. In to 15 minut na dan in potem gremo delati. In ta sestanek je za ekipo. To ni mišljeno, da je en menedžer mikromenedžera ljudi. Aha, ta je ta rekel, aha, Tina je to rekel včeraj, pa ni danes naredil in tako naprej. To ni namen. Namen je, da ekipa ima priložnost, da se oči pogleda, kje smo. Realno stanje nas zanima, resnica nas zanima. In potem to počnemo 2 tedna, ko pridemo na konc teh 2 tednov, imamo en sestanek, ki mu rečemo pregled sprinta. To pomeni, da povabimo deležnike, za katere smo delali 2 tedna, za katere upamo, da smo dostavili neko vrednost in jim pokažemo, kaj je bilo narejeno. Zelo jasno jim pokažemo, kaj je bilo narejeno, brez skrivanja, brez prirejanja, brez ja, to je skoraj narejeno, ja, to nekaj še ne dela, je že tudi skoraj narejeno. Ne. Kar je narejeno, pokažemo, zato da dobimo povratne informacije, a je bilo to prav narejeno. In to gre za totalno transparentnost, kaj je bilo res narejeno. Če je bilo narejeno zelo malo, je bilo pač zelo malo narejeno. Če je bilo narejeno veliko, super veliko. Kakršnokoli že stanje je, resnica nas zanima. Zato da lahko naredimo pol ta pregled in prilagoditev za produkt, kaj naj bo naslednji korak. In to je ta pregled sprinta. Zadnji sestanek je pa še, imenujemo ga retrospektiva, kar pomeni brez deležnikov, brez, vodij, menedžerjev, samo ekipa se dobi, recimo, za 45 minut in se pogovarjamo o našem procesu. Ne več o produktu, ampak o procesu. Pogledamo malo nazaj, kako smo 2 tedna delali, kako smo komunicirali, kaj nam je šlo dobro, kaj nam je šlo slabo, kaj nam piha v jadra, katere stvari počnemo dobro in nam pomagajo pri tem, da smo hitri, katere stvari počnemo slabo, kako komuniciramo mogoče z uporabniki, kako komuniciramo z deležniki, kako delamo stvari in potem poiščemo vsaj eno izboljšavo, ki jo bomo implementirali že v naslednjem sprintu. Skratka, v Scrumu se pričakuje, da se ekipa vsake par tednov izboljša, ker se lahko izboljša, še enkrat, prizadevna miselnost, lahko postanemo boljši, včasih celo veliko boljši. In to je vgrajeno v agilnost, postajati boljši, vsakih par tednov postajati boljši. Agilna ekipa ni agilna ekipa ali pa Scrum ekipa, če eno leto dela na enak način, ker tako so nam predpisali neki šefi. To ni agilno. Agilno je delati na boljši način, dostavljati več vrednosti, non-stop iskati izboljšave. In to je metoda Scrum, ki je zelo enostavna in zelo razširjena po celem svetu. In vam ne predpiše vsega, kako morate stvari početi, ampak vam pove osnovni okvir, zato je to ogrodje. Imamo določene sestanke, imamo 3 vloge, imamo 3 artefakte, mi temu rečemo neke stvari, imamo Kanban tablo recimo. Znotraj tega se pa zaupa ekipi, odraslim ljudem, pametnim ljudem, da bojo iskali načine, kako to početi na čim boljši način, da bomo dostavili čim več vrednosti
tistim, ki jim dostavljamo to vrednost. To je namen. In iskati, kako biti agilen. Agilen ni samo en sam način, kako biti agilen. Scrum tudi ne misli, v agilnosti se zavedamo, da neka Scrum ekipa, ki uporablja Scrum na Tesli, v resnici dela stvari čist drugače, kot pa agilna Scrum ekipa v eni banki v Sloveniji. Ne morata biti enaki, ker je ena ekipa na Tesli in delajo avte, ena ekipa je na banki in delajo bančne produkte. Ampak oboje so Scrum ekipe. Osnovno ogrodje je enako. Kako točno pa implementiramo Scrum, da bo najboljši za nas, za naš kontekst, za naš produkt, za naše stranke, bomo pa iskali način. Teda, to ni vse predpisano. Namenoma ni vse predpisano. V Scrum vodiču piše, da je namenoma nedokončan. Skratka, to je to. To je metoda Scrum. Ena izmed najbolj popularnih metod. Omenili smo Kanban, omenili smo agilno miselnost, omenili smo vrednote. Zdaj si pa malo še pogledamo ekipe. Zakaj so te agilne ekipe drugačne od drugih ekip? Zdaj, najprej, agilne ekipe so recimo majhne, so samoorganizirane in so raznolike. Bom zdaj razložil malo te stvari. Majhne. Mi bi si želeli, da so agilne ekipe čim manjše, to pomeni mogoče od 3 naprej, 3, 4, 5 recimo članov, čim manjše, ampak seveda dovolj velike, da lahko nekaj uporabnega naredi v parih tednih. Čim manjše zato, da je čim manj nepotrebne komunikacije, da lahko čim boljše razumemo, kaj do dela, da si lahko čim bolj pomagamo, da si lahko čim bolj zaupamo, da smo čim boljša ekipa. Zato bi radi imeli čim manjše. Ampak seveda, če je ekipa premajhna, da sploh ne uspe v 2 tednih recimo narediti nekaj vrednega, bomo mogli ekipo malo povečati, bomo mogli dodati kakšne ljudi, da bomo lahko nekaj vrednega dostavili v 2 tednih ali pa 3 tednih ali pa 1 tednu včasih. Zato skratka tam med 3 in 10 ljudi, če bi lahko povedal številke. To je ena stvar. Druga stvar je samoorganizirana. Samoorganizirana se je mogoče malo čudna beseda, ampak kaj bi mi radi s tem povedali? Mi si želimo, da ekipa prevzame odgovornost na tem, kako dela. Kako ekipi vsak dan opravljajo delo, sodelujejo, si pomagajo, se učijo, zato da dosežejo zastavljene cilje. Cilji so vedno usklajeni, seveda s podjetjem, z vizijo produkta, s čimer karkoli že delamo. Ekipa ne počne karkoli se ji zazdi na tem svetu, ampak uresničuje neko vizijo ali pa cilj produkta. Ampak kako točno člani ekipe ali pa v ekipi vsak dan delamo, je pa ta samoorganizacija. Zaupamo ljudem, da bodo iskali najboljše načine, kako to početi, da bodo dostavili čim več vrednosti. To je ta samoorganiziranost. Ne pomeni to, delite, kar se vam zazdi, ampak delite to na način, za katerega si mislite, da je najboljši, da je najbolj pravi in non-stop iščite ta najboljši način. To je samoorganiziranost. Potem je pa še ta raznolikost. V angleščini uporabijo izraz cross-functional. V slovenščini recimo raznolike ljudi. Ponavadi so take ekipe sestavljene iz različnih ljudi, ki imajo različna ozadja, ki imajo različna znanja. Recimo, ne vem, mogoče bi lahko v eno ekipo sestavili zaradi potreb produkta iz, 5 inženirjev, potem bi dali zraven, enega poslovnega analitika, potem bi dali zraven mogoče enega dizajnerja, ker bomo mogli zelo veliko dizajna delati na tem projektu, pa mogoče bi dodali še nekoga iz marketinga, zato ker bo znanje iz marketinga nujno potrebno za razvoj tega produkta. In bi sestavili tako ekipo recimo iz različnih ljudi in to imenuje cross-functional v angleščini, raznolikost, ker to ima zelo dobro tudi, učinek na kreativnost, inovativnost, različne poglede in take ekipe bi si želeli, raznolike, ki bojo naredile vse, da bojo dostavili vrednost od začetka do konca projekta. Ne, da naredijo samo svoj košček in rečejo, mi smo svoj košček naredili, kaj bojo pa drugi naredili, nas pa ne zanima. Skratka, ekipa raznolika, ki prevzame odgovornost. To so 3 lastnosti ekipe. Potem, ko sestavite ekipo, ponavadi je to skupina ljudi, imate samo skupino ljudi, to še ni ekipa. Mi bi radi iz skupine ljudi naredili res ekipo. In tako Simon Sinek pravi, da je osnovni pogoj za to je zaupanje. Skratka, mi se v agilnih ekipah, v agilnih organizacijah precej ukvarjamo s tem, da pomagamo skupini ljudi postati ekipa. Ker verjamemo, ker tudi dokazano je, da je razlika med dobrimi in slabimi ekipami
med tako recimo skupino ljudi, recimo, da je to neka slaba ekipa, je v bistvu skupina ljudi, ki ima istega šefa. Mi smo na tem istem projektu, si ne zaupamo, smo skregani med sabo, ampak na tem projektu delamo, to je neka taka slaba ekipa. Na drugi strani imate vrhunske dobre ekipe, ki si zaupajo ljudje, ki sodelujejo, ki si pomagajo, ki se učijo, ki postajajo boljši in pravijo, da med takimi ekipami obstaja ogromna razlika. In zato se v agilnosti posvečamo pomagati ekipi postajati vedno bolj taka ekipa, prava ekipa, ne samo skupina posameznikov. In to za sabo potegne tudi to, da ljudi malo silimo ali pa jim pomagamo postajati bolj oblike T. Mi bi si želeli, da so ljudi oblike T. To pomeni, vsak od nas v ekipi, ko v neki ekipi prinese neko svoje znanje, ta svoj I, to je moja glavna stvar. En je dober v marketingu, en je zelo dober odvetnik, en je dober inženir, en je dober dizajner, en je dober tester, karkoli že, prinesemo vsak svoj I v ekipo. In če date skupne 8 I-jev, imate samo skupino ljudi. To je začetek. In potem, da bomo lahko postajali dobra ekipa, bomo med drugim mogli se boljše razumeti, sploh razumeti, se znati pogovarjati, se spoštovati in tako naprej. In to pomeni, da nam bo rastel ta zgornja črta, kar pomeni, bomo vedno bolj oblike T. Nočemo zgubljati tega I-ja, da ne bo kdo narobe razumel, hočemo pa, da nam poleg I-ja raste ta zgornja črta, kar pomeni, razumem ostale, znam pomagati ostalim. Bom naredil tudi kako nalogo, ki ni čisto moja naloga, ampak jo bom naredil, ker bo to v dobro ekipe. Bom se priučil tega in tega. Čeprav sem inženir, če bo treba, bom tudi kaj dizajna naredil, če bo potrebno za ekipo. Če bo treba, poskušal bom razumeti ljudi iz marketinga, se z njimi pogovarjati, se priučiti česa, kar pomeni, da nam raste ta T. To je eno izmed pričakovanih lastnosti ljudi je, da so timski igralci in pogoj za to je tudi, da postanemo malo bolj te oblike. In v agilnem svetu, pa tudi v Scrum ekipah, imamo 5 vrednot in bom omenil, kaj bi si želeli, kakšne vrednote bi si želeli, da imamo v ekipah. Ena je to zavezanost za delo, za katero smo se zmenili. V angleščini temu reče commitment. To pomeni, da ko se mi nekaj pogovarjamo, kaj bomo naredili, hočemo, da vsi verjamemo, da je to dobro, da bomo to naredili, da razumemo, kaj je to za narediti, da ima to res vrednost in da bomo naredili vse, kar je možno v teh 2 tednih, recimo, da bomo to dostavili. Pač vse, kar je možno. To ne pomeni, lahko se še vedno zgodi, da ne bo narejeno, ampak mi bomo dali vse od sebe. To je ta zavezanost. Potem je fokus. Ko se zmenimo, kaj je cilj tega sprinta, teh 2 tednov, je fokus. Vsi v ekipi probamo držati fokus na tem, dostaviti to, se posvečati temu. Ne da delamo kar nekaj, kar nam nekdo reče, ampak na tem, kar smo se zmenili. To je fokus. Tretja stvar je odprtost. To je zelo podobno tem transparentnosti. Odprtost do stanja. Kaj je res? Kakšno je stanje? Kaj nam gre dobro, kaj ne dobro. To je ta odprtost do stanja, to je naloge na steni, karkoli že, transparentnost popolna, to je tretja vrednota. Četrta vrednota je spoštovanje, to je tako vezano bolj na ekipo. Mi bi radi, da se te raznoliki ljudje, različni ljudje, moški, ženske, starejši, mlajši, inženirji, družboslovci, karkoli že, taki in drugačni, da se spoštujemo in da si zaupamo. Vsaka ta spoštovanje je ena izmed vrednot, ki bi se jo želeli imeti v agilnih ekipah, da bomo imeli dobre ekipe. Zadnja od 5 teh vrednot je pa pogum. Biti malo pogumen. Biti v ekipi pogumen, delati pravo stvar. Ne samo delati nekaj, kar nam je nekdo rekel. In si mogoče vsi mislimo v ekipi, pa to je čist brez veze. Pa to sploh ne bo koristilo uporabnikom. Ampak delamo to, ker nam je nekdo to rekel. Biti pogumen, delati pravo stvar. Biti pogumen, iskati alternative, biti pogumen, kako narediti nekaj drugače, biti pogumen in reči čemu ne, ali pa reči čemu ja. Skratka, biti malo pogumen, to bi si želeli. Ne samo, da ekipa za vsako stvar reče, to se pri nas ne da, tega pri nas ne smemo, to delamo pri nas že 10 let. To ni biti pogumen. Agilne ekipe hočejo dostavljati vrednost svojim uporabnikom in so pri tem malo pogumne. To je še to v agilnih ekipah. In potem pridemo še do ene lastnosti za zaključek. Tudi Google se ukvarja s tem, kar hoče imeti dobre ekipe, kot večina podjetij danes na svetu. In kar nekaj let nazaj so se odločili, da res hočejo ugotoviti,
zakaj so ene ekipe na Googlu, recimo precej boljše od drugih ekip na Googlu. Kaj je to, kar dela najboljše ekipe na Googlu najboljše? In so štartali projekt Aristotel, so ga poimenovali, in so več kot 2 leti raziskovali ekipe na Googlu. Kaj so te neke lastnosti in zakaj so ene ekipe boljše, zakaj so ene ekipe slabše, a obstaja nek skupni imenovalec tem ekipam, najboljšim ekipam. In so imeli ogromno enih predpostav, ko so štartali ta projekt. Recimo, ali so najboljše ekipe sestavljene iz najbolj pametnih ljudi. Pa se je izkazalo skozi to raziskavo, da ne, da to žal sploh ne drži. Potem recimo, a imajo najboljše ekipe, najboljše vodje, najboljše menedžerje, pa so zato najboljše. Pa se je izkazalo tudi, da ne, da žal to ni skupni imenovalec tega. Vsega po teh raziskavi so to ugotavljali in so ugotovili so našli nekaj. In to je psihološka varnost. Ugotovili so, da najboljše ekipe na Googlu imajo eno lastnost skupno. In to je, da se ljudje v ekipah počutijo varne. Zdaj, da malo razložim to. To ni ležernost, to ni brezdelje, to ni imejmo se samo fajn. To pomeni, da se člani ekipe počuti med svojimi sodelavci, svojim oddelkom, svoji ekipi varnega. To pomeni, brez da me je strah, če bom kaj narobe vprašal, se bo zgodilo to in to. Če se ne bom strinjal z nadrejenim, se mi bo lahko zniža plača. Če bom to rekel, bo se mi lahko mi bo posmehovali na hodniku in tako naprej. To je ta medosebni strah, ki nas vse malo zabremza pri učenju. Ta psihološka varnost je številka 1 po trditvi Googla, ki dela najboljše ekipe. Seveda je pomembno še kaj drugega. Pomembna je jasnost, kaj počnemo. Pomemben je namen, kaj delamo. Tako pravijo purpose, kaj počnemo. Marsikaj še vpliva na to, da pomaga ekipam biti res dobre ekipe. Ni samo psihološka varnost, ampak po njihovih trditvah, in s temi se strinjajo vsi strokovnjaki po svetu, po knjigah, po internetu, je psihološka varnost. Vsaka, če tega ne uspemo doseči, ne boste nikoli imeli zares zelo dobre ekipe. In zato se toliko s tem ukvarjamo. In zdaj izraz psihološka varnost ni izumil Google, to je izumila, če lahko rečem, Amy Edmondson, pred 20 leti je nastal že ta izraz psihološka varnost. In ona super to razlaga v svojih TED govorih, v svoji knjigi Fearless Organization, kaj to vse pomeni. To nikakor ni samo na Googlu. Amy Edmondson razlaga, da še danes umirajo pacienti na operacijskih mizah zaradi nizke psihološke varnosti v kirurških ekipah. Tudi kirurška ekipa je ekipa in tudi tam je lahko nizka ali visoka psihološka varnost. In se dogaja, da včasih nekdo v ekipi opazi, da je nekdo naredil napako in ne pove, ker se ne počuti varnega, ne pove, da je videl neko napako. Se ugrizne v jezik in si misli, bom rajš tiho, ker se ne bom kregal s tem in s tem, ali pa se ne bom izpostavljal, hočem samo, da grem čimprej, da zaključimo to operacijo in grem domov. To se dogaja po celem svetu. Letalske nesreče so se že dogajale v zgodovini dokazano zaradi nizke psihološke varnosti v pilotski ekipi. Vsaka, to je povsod, to ni samo v IT-ju ali pa na Googlu. In mi bi res radi dosegli visoko psihološko varnost v ekipi, s katerimi delamo. In obstajajo 4 stopnje psihološke varnosti. Da to dobili malo občutka. Prvi nivo, prva stopnja psihološke varnosti je, da se član ekipe počuti vključenega. To pomeni, da se vsak v vašem podjetju, v svojem tem krogu, v svojem oddelku, v svojem ekipi, kjerkoli že je, počuti vključenega. Je sprejet, takšen kot je. Ne sme se dogajati, da ga recimo ekipa nekoga izloči, ker je malo drugačen. Mi smo inženirji, ta punca je pa iz marketinga, ta je malo drugačna in ne bomo sprejeli. Ali pa kontra, ali pa karkoli že. Ali pa mi smo mlajši, on je pa starejši, pa ga ne bomo sprejeli. Skratka, prvi pogoj, da se človek počuti varnega v svoji ekipi je, da sem vključen takšen kot sem. Da me sprejmejo, druga da sprejmejo in spoštujemo, to je tudi blizu to spoštovanje. Druga stvar je, da se počutim varnega, da se učim in napredujem. Ni samoumevno v podjetjih, da se ljudje počutijo dovolj varne, da se učijo. Žal ni tako. Ljudje se morajo počutiti dovolj varne, da se učijo, da probajo kaj novega, da probajo kaj drugačnega. Ker če se ne počutimo varne, bomo delali samo to, kar najbolj znamo, ker tam ne delamo napak in samo to, kar delam že 10 let, da ja ne bom slučajno kakšne napake naredil, ker se ne počutim varnega.
In mi si pa želimo po tej prizadevni miselnosti, da vsi postajamo boljši. In mora biti en nivo psihološke varnosti, da se bo ljudje učili, napredovali, probali kaj drugega narediti, probali naredili kako napako, ker ne obstaja učenje brez tudi, da kako napako naredimo. In bomo ustavili učenje, ustavili rast, če se ljudje ne bojo počutili varne. Tretja stvar je, da lahko to znanje, zdaj smo se nekaj naučili, smo zrasli, smo boljši, da lahko to znanje uporabimo. To je to prispevati s tem znanjem k uspehu ekipe, k uspehu oddelka, da ostali cenijo to moje novo znanje. Jaz sem recimo prišel v ekipo kot inženir in potem sem tekom leta priučil še, dizajn delati, sem zdaj malo dizajner, znam delati neke grafike, znam to početi. In je super, da ostali to cenijo, da sprejmejo to. Aha, Voranc je sicer bil super inženir, Dan zna pa tudi nekaj tega in tega, pa se je to priučil, ja super, ne on to tudi zdaj dela. Da ljudje lahko prispevajo k uspehu ekipe s tem svojim novim znanjem. Zadnja, četrti nivo, ki bi si ga res želeli doseči, pa je, da se lahko ljudje ne strinjajo s statusom quo. Da se lahko v ekipi prosto, brez da se ugriznemo v jezik, tudi ne strinjamo s čim. Ali pa da rečemo, zakaj pišemo to poročilo vsak teden, če ga nihče v firmi ne bere. Ali pa zakaj delamo to na tak način. Ali pa kaj bi bilo, če bi to delali na drugačen način. Ali lahko to delamo tako in tako. Da vse ljudje predlagajo. Vse to ne pomeni, da morajo biti vse njihovi predlogi in vse njihove prošnje uslišano. Tako je, to nikakor ne pomeni. Ampak mi nočemo, da se ljudje tiho. Mi hočemo, da se ljudje ne strinjajo, da komentirajo, da sprašujejo, da dajo predloge, da so malo pogumni. Kaj, če tega ne bi počeli? Kaj, če bi to delali drugače? To si želimo. In to je dokazano, da to zelo pripomore k dobrim ekipam. Ampak res dobrim ekipam, ne skupini posameznikov, ki slučajno dela na istem projektu, ali pa imajo istega vodjo, ali pa sedijo v isti sobi. Mi se trudimo delati dobre ekipe in s tem se precej ukvarjamo v agilnosti. Ni namen agilnosti v podjetju, recimo, da vpeljemo metodo Scrum ali pa tablo na steno. Namen je, da vzpostavimo kulturo učenja, kulturo dostave vrednosti, kulturo transparentnosti, s katero bomo dosegali cilje. Ja, mogoče je Scrum najboljša metoda, ja, mogoče je Kanban tabla super, mogoče so kakšni drugi pristopi, mogoče si bomo pa mi zmislili čisto svoj pristop, ki nam bo pomagal, da bomo boljši, kot smo bili prej. Vsaka namen je, da z agilnostjo boljš dosegamo cilje, ki jih imate v podjetju. Da boste preživeli, da boste prilagodljivi, da boste dostavili vrednost. In agilnost je nek tak trenutni pristop, ki je po svetu ga podjetja vpeljujejo in obstaja kup nekih metod, ampak namen ni vpeljava metode. Lahko ste agilni na čisto en svoj način, z agilno miselnostjo, z vrednotami, odprtostjo, transparentnostjo, poštenostjo, dostavo vrednosti, biti v kontaktu z deležniki in jim dostavljati stvari hitro in nenehno. To je biti agilen. Ne, da vpeljemo neke nove procese in si rečemo, zdaj smo pa agilni. Torej, to je bila moja predstavitev agilnosti. Jaz upam, da sem vam uspel na nek način približati to, kaj so agilne organizacije, zakaj se lotevajo agilnosti, kaj so agilne ekipe, kakšni so neki agilni pristopi, kaj so te temelji agilnosti, vrednote, miselnost. Upam, da sem to dosegel. Najlepše se vam zahvaljujem za poslušanje in ogled in lep dan še naprej. Tako, sledi še pogovor s predavateljem in Aljana pravi hvala za zanimivo in poučno predavanje. Mene je sedaj ta zaključek spomnil na to, veš, Nastja,
da je agilnost čist kontra tistemu, ko včasih rečemo, veš kaj, plačujem te za to, da delaš, ne za to, da razmišljaš. Ja, oziroma plačujem te. Lepo bi bilo, če bi končno začeli plačevati ljudi za učinek, ne za čas, ki ga porabijo tam. S tem, da bi jaz tukaj potem vedno dodam, da to ne pomeni, da moramo delati še več in še več in še več. Tako da to je v bistvu anti-neoliberalizem. Naredi in potem si privošči še malce počitka. Kajti dokler bodo ljudje plačani po urah, bodo zavlačevali ure. Ko bodo enkrat plačani po učinku, bodo imeli več časa tudi za odnose in za sveže ideje. Zelo sem uživala na tem predavanju, zdaj sem ga poslušala drugič in mislim, da ga bom še tretjič kmalu. O vsem tem bo razmišljal še malo več Voran Skutnik, ki je že z nami. Jaz pa naj to priložnost samo še izkoristim za zahvalo našim podpornikom, brez katerih, če ne bi bili tudi oni tako agilni, kot so, ne bi bilo tudi te konference o kreativnosti. Torej podpira nas Epilog, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in Genij Sonce. Ter seveda časnik Delo, Media Marketing ter podjetnik.net. Ja, zdaj pa vabim kar Voranca, da se nam pridruži. Dobrodošel. Živijo, pozdravljeni. Evo, kako je z agilnostjo? Iz ene delavnice, če sem prav razumela, zdaj na našo konferenco. Ja, pravkar smo imeli, zdaj od 3 smo zaključili delavnico, 3-urno za aeropodjetje, na podobno temo, zelo podobno temo, kot je bilo to predavanje. Ja, tudi jaz lahko rečem, da sem zelo uživala v predavanju in ugotovila, da nama ni samo skupno to, da oba imava rada delo Carol Dweck, ampak tudi, da smo oba iz Koroške. To sem pa mimogrede, ker sem slišala govoriti, potem še preverila in sem videla, da res. Evo. Ja, tam mala Slovenija. Mala Slovenija in bova sedaj povedala še par stvari o agilnosti. Pa dajva se kar zaenkrat ustaviti pri delu Dweckove, kajti Andrejka, ena izmed naših udeleženk, je vprašala to, kako se obnašati oziroma kako reagirati, če se oseba nahaja v pretežno togi miselnosti do sodelavcev, ne? Ja, zdaj, čarobne palce ni, v resnici. Jaz mislim, da tako najprej je, kar mi počnemo tudi v ekipah ali v podjetjih, je, da najprej začnemo ozaveščati to, da obstaja sploh ta neka dve miselnosti, če lahko temu rečem, ta toga pa prožna, pa da obstaja psihološka varnost, pa da to, kako varne se počutimo, ima vpliv, recimo v povezavi s tem, z miselnostjo. Skratka, da najprej ozavestimo, ker jaz recimo sem po kakih delavnicah dobil že komentar, da od kakega udeleženca, tak 1-na-1 direktni komentar, na to, da je udeleženec ugotovil, da v bistvu je precej ima fiksno miselnost. To sam, to sem že v resnici v kakih sporočilih, ker mogoče ljudje sploh ne vemo ali pa ne vejo, pač ne ozavestimo tega, ne zavedamo se tega, da mogoče na nek način smo bliže te fiksne miselnosti, te togi miselnosti in zaradi tega posledično imamo neko obnašanje, neko vpliv na nekoga ali pa neko skrivanje informacij ali pa slabše učenje in se niti tega ne zavedamo. Ta najprej jaz tako rekel zavedanje, potem pa mogoče na nek nežen način, ali mogoče s kakim coachingom ali na kakršenkoli način, na nežno in previdno mogoče se začeti tega, ne vem, začeti to reševati. Da to bi jaz mogoče naprej. Kaj pa, če smo sami kot sodelavci in potem nimamo enega, ne vem, zunanjega, ki bi nekako ozavestil celo podjetje o tem? Ja, zdaj mi recimo probamo vsekako tako kulturo v podjetjih, v oddelkih ali pa v ekipah uvesti, da bi recimo, mi se probamo vsake toliko časa, ali je to na nekaj tednov, ali na nekaj mesecev v ekipi ali oddelku ustaviti in narediti en tak pogled za nazaj. Nekateri temu rečejo retrospektiva v agilni recimo terminologiji.
Skratka, in tam se ne pogovarjamo o našem delu, o učinku našega dela, recimo pa o naših produktih, karkoli je rezultat našega dela, ampak se pogovarjamo o odnosih, o tem, kako počnemo stvari, zakaj jih počnemo, kaj nas mogoče dela počasne, kaj nas dela hitre, kaj nam otežuje učenje, kaj nam, vsaka v tem mehkem delu, no, to so včasih tako precej take emocionalne debate, precej empatije vključene in tako naprej. Vsaka na tak način probamo se vsaj pogovarjati o tem, no, znotraj ekipe. In če tam pride ven včasih kakšne, ne vem, ideje, predlogi, opažanja, da bi lahko bilo kaj drugače, da bi lahko bilo kaj boljše, in kaj bi lahko mi spremenili, da bi bilo tudi v resnici boljše. Teda to, mogoče kakšni taki pogovori občasno, pa magari je to vsake 3 mesece, da se v neki ekipi v nekem dokaj varnem okolju usedemo in se malo pogovorimo, kako smo v preteklih 3 mesecih počeli stvari. Mogoče zakaj nas kaj omejuje pri tem, da bi bili hitri. Kaj so mogoče neke, če rečem temu, slabše medosebne, neke prakse, ki slabo vplivajo na naše odnose, ali pa mogoče na neko nezaupanje, ali pa na neko skrivanje informacij, ali pa take stvari. Med drugim me je nagovorilo tudi to, ko ste dejali, da se agilnost pravzaprav lahko v čisto vsakem podjetju, vsaki organizaciji kaže na nek drug način. Spravi, ni nujno, da uvedemo metodo Scrum, živimo agilne vrednote in je to čisto okej. Pa bi, glede na to, da so naši udeleženci iz zelo različnih okolij, iz gospodarstva, iz javnega sektorja, bi navezala še malo na javni sektor. Recimo v eni šoli, kjer je kolektiv učiteljev, vsak dela po svojem kurikulumu in kjer smo nekako navajeni, da vsak res obdeluje svoj vrtiček. Kje začeti z agilno miselnostjo? Ja, super. Jaz ne poznam zdaj to dela v šoli, mislim, da sem bil v šoli, ampak ne poznam pa detajlov, kako se tam stvari dogajajo, kaj so mogoče neki pozitivni ali pa mogoče neki malo bolj negativni, neki učinki ali pa neke stvari. Ampak jaz bi tako rekel, da super je, če je, ne vem, kolektiv v šoli, učitelji, recimo v šoli, kako ne rečem, vsak je dober, vsak ima svoj predmet, vsak je svoj strokovnjak na svojem področju, ampak to je pol skupina učiteljev, ki dela v tej šoli. Jaz sem prepričan, če bi ta skupina učiteljev postala malenkost bolj ekipa, bi lahko kot ekipa dostavili še veliko več vrednosti svojim učencem. Ker oni so učitelji, jaz gledam to, so tam zato, da dostavljajo vrednost učencem in še tudi posredno, tudi staršem in tudi še kakšnim drugim deležnikom. Nekomu dostavljajo vrednost, ne to, da jaz sem tu, da učencem predavam, kar predavam. Vrednost. In kot ekipa bi lahko, zdaj pa skupina ljudi še ni ekipa, skupina učiteljev ni ekipa učiteljev, ki dostavlja vrednost, da se pomakne proti ekipi, je potrebno kar par stvari. Začne se z zaupanjem, da se oni med sabo zaupajo. Jaz ne vem, če je tako samoumevno, da ker si vsi učitelji super med sabo zaupajo, da so odnosi super, razno razni, kot v ekipah v podjetjih. Da bi postali bolj ekipa, kjer bi nek del svojega časa ali pa energije posvečali temu, kako skupaj doseči še večji učinek, pozitiven učinek za deležnike, v prvi vrsti verjetno za otroke, za učence, ki jih učijo, ampak tudi verjetno za kakšne druge deležnike. To pomagati jim, da iz skupine učiteljev postanejo malenkost bolj ekipa učiteljev, ki bi poleg tega svojega osnovnega poslanstva v razredu učiti učence še dostavljali vrednost. Še več vrednosti dostavljali na kakšne stvari, ker se res da, ko pa enkrat postanemo bolj ekipa. Spravi, manj tega, da dokazujemo, kako smo super, temveč da smo odprti za to, da smo vsakič lahko boljši, ne glede na to, kako zelo dobri smo. Se strinjam, točno to, da ne vsak učitelj, če bi pretiral, skrbi primarno za to, da izgleda pred drugim učitelji dober in najboljši v matematiki, slovenščini, karkoli, ampak postajati vsi boljši, deliti znanja, deliti izkušnje, deliti
pozitivne, negativne izkušnje, deliti mogoče kar zvemo v neki uporabi različnih pristopov, drugačnih pristopov, tak deliti to znanje, ja, manj pa skrbeti, odlično je bilo to povedano, zato da izgleda dobro. Ja. Bolj pa me še od Scrum metode zanima, ste omenili, a ne, to dvotedenske sprinte, kako se to v različnih okoljih obnese, ali so mogoče, ne vem, kakšna okolja, kjer so to druga časovna obdobja, kakšne so vaše izkušnje, če lahko na kakih primerih poveste? Kar mi zdaj recimo vajamo, Scrum ima sprinte, iteracije, dolžine med 1 in 4 tedne. Dolžina je pol odvisna čisto od situacije. Sploh ni zdaj pomembno, da je enotedenski sprinti so boljši kot 4-tedenski, ali pa obratno, čist. Izberemo si neko dolžino, v kateri se kot ekipa strinjamo, da lahko v tej dolžini sprinta, ali je to 2 tedna, recimo, ali pa drugačno že, lahko dostajamo neke vrednosti. To je primarno, da lahko kot ekipa v tistem časovnem obdobju dostavljamo neke vidne, pa neke očitne vrednosti nekim deležnikom. Ali je to, če razvijamo aplikacijo, je to nekim uporabnikom aplikacije, ali če razvijamo fizične produkte, ali spreminjamo kakšno zakonodajo, karkoli, da lahko čez par tednov nekim deležnikom dostavimo nekaj, dobimo povratno informacijo, ali je to bilo dobro, ali slabo, ali smo narobe razumeli, karkoli. Vsaka to počnemo na tak način v teh iteracijah in to v resnici počnemo tudi, lahko traja tudi pol leta, leto, kakorkoli že traja, vsake 2 tedna dostava vrednosti. In to pije tako vodo na karkoli. Seveda, kako da rečem, najbolj dominantno se je to primilo v IT svetu ali pa tehnološkem svetu, ampak nikakor. To gre za ekipa dostavlja čim več vrednosti zelo jasnim deležnikom ali pa nekim uporabnikom vsake par tednov. To je to. Kratko. Ko ste opisovali ta način delovanja ekipe po tem delu, delam zato, da dostavim vrednost in se pri tem tudi učim kakšnih drugih stvari, če recimo danes predavam, mogoče bom pa jutri programirala. Ali so potem, če tako enakovredno prispevamo, tudi člani ekipe enako plačani? Zdaj Scrum kot Scrum, če berete uraden Scrum vodič, pa knjiga o Scrumu, se Scrum ne ukvarja recimo s plačilom, s plačam, naprimer. To Scrum pač ne rešuje. Ta stvar ostaja v podjetju in je treba reševati, ali imamo Scrum ali pa nimamo Scruma. V Scrumu ali pa kakšne druge agilne metode bi mi samo radi, da postajamo malenkost bolj oblike da se pomagamo, da se razumemo, da lahko boljše sodelujemo. Zdaj, kako to posledično vpliva na plačo, pač Scrum tega ne odgovori. Čisto v resnici, to ostaja, ta stvar ostaja in je treba reševati, ali imamo Scrum ali nimamo Scruma, ali je treba najti ustrezno plačilo za ustrezen, prispevek. Ne glede na to, ali imamo agilne pristope ali pa nimamo agilne pristope, je treba ljudi pošteno plačevati in ta izziv ostaja. Mislim, Scrum mogoče sam še bolj očitno naredi, koliko res do v resnici tek prispeva, pomaga ostalim, da postajajo boljši. To je tudi prispevek. Če jaz 5 ljudem, sodelavcem pomagam redno, da postajajo boljši, je to v nekem Scrumu tako očitno postane. Ker se bolj pogovarjamo, več smo skupaj, bolj vemo, kaj do dela. In tako bolj opazno se postane. Manjkrat se zgodi, da je to neopaženo, da bi to krmimo in da nekdo mogoče po enem letu da odpoved, ker ni bilo opažen njegov prispevek in tako naprej. Upam, da se to enkrat zgodi. Nenazadnje se mi zdi, da potem bolj do izraza pridejo kakšni sodelavci, ki niso toliko komunikativni, pa bolj, ko se vidijo prispevki, se potem to bolj nekako vidijo. Se strinjam. Marijo pa zanima, če ste morda opazili, da je afiniteta do agilnosti kaj povezana s spolom, starostjo ali pa izobrazbo? Jaz tako osebno bi rekel, da nisem opazil nekih razlik v resnici. Spol nikakor ne, zdaj izobrazba tudi ne, nimam nobenih, kaj ne rečem, nekih nisem opazil. Zdaj, kaj neče starost,
Jaz bi tudi rekel, da ne. Čeprav mogoče je tako, da je v mlajši populaciji, kako reče, hitreje naredi to spremembo na nek drug način dela, ki pač ponavadi spada, zraven ko uvajamo nek Scrum ali pa agilnost. Mogoče pa pri starejši, pa mogoče, kako reče, malo dlje traja, mogoče več pomislekov, vprašanj, mogoče tega, ker so te ljudje bolj izkušeni, bolj navajeni na nek način dela, ampak ne bi pa rekel, no, da je generalno zdaj. Pri mlajših je to boljš, pri starejših je pa več odpora. Ampak tako mogoče za utenek pa je mogoče. No. Da lažji preskok naredijo. Ja, ampak za utenek, no. Na kakšen način, zanima Andreja, na kakšen način člane ekipe motivirati k optimalnemu prispevku k ekipi? Se pravi, da ne eden dela ves čas, nekdo drug pa se ekipa. Zdaj to tako, mi recimo v takem načinu dela, če se le da, imamo tako imenovane jutranje dnevne sestanke, kratke sestanke, kjer se pogovarjamo, na čem do dela, kdo rabi pomoč, kje se nam zatika, take stvari. In tako s to transparentnostjo pride do nekega takega, v angleščini temu reče pozitivni peer pressure, vsaka tak malo tega, skratka, da že včasih ljudem, ki manj prispevajo, ki mogoče malo, ne vem, se jim ne da najbolj, ali pa z nekih razlogov, je včasih prav nerodno, ko vidijo ostale, koliko naredijo, ko se o tem pogovarjamo, ker se pač sam pogovarjamo, zjutraj na kratko, ali pa kdo na čem dela, pa kdo rabi pomoč, pa kdo bo komu pomagal. Že kakim ljudem je ta, kako ne rečem, da je ta pozitiven tak pritisk med ljudmi, ampak tak pozitiven, res Bog ne da, da bi si mi želeli ful neke te borbenosti, pa neke, da bi se prišli mogoče pol potikane, polem po noge, ali pa ne vem, ampak te pozitivnega peer pressureja zato, da ljudje, ki mogoče, ne vem, v nekem trenutku so manj produktivni, ali pa se jim ne da njih ne bo, ali pa, tako ne rečem, že zaradi svoje slabe vesti, no, včasih malo reče, da bom tudi jaz, ne vem, se malo bolj potrudil, bom malo večkrat pomagal, bom, ne vem, bolj, ne vem, mogoče timski igralec, ko pa sem bil prej. Tako to bi radi dosegli. Ne rečem pa sploh, da je to vedno tako super in idealno in ja. Ja, potem, čeprav razumem preprosto metoda, naredi nevidne stvari vidne. In že v tem en velik čar. Se strinjam, ne reši pa tega, kako ne rečem, nekih stvari, ki pa so v ekipi. Naredi jih transparentne, začne jih nekako reševati, še vedno se pa počas, mislim, večinokrat zgodi, se bo preprosto treba dol sesti in se pogovoriti. Kakorkoli, pogovoriti z ljudmi, zakaj, kakšne težave ima doma, mogoče ima do doma težave, pa zaradi tega, karkoli, že to metoda sama po sebi bo to dala na mizo, še tako bolj očitno, pa ene stvari se bojo mogoče same uredile, ene se pač preprosto treba pogovoriti, tako pač smo se vedno. In še zaključno vprašanje, koliko časa približno traja, da ena ekipa usvoji agilni način dela? Ja, zdaj tako, to smo se tudi pogovarjali na delavnici, tako da uvedemo nek agilni način, neke take cikle, neke te iteracije, pa sprinte, kako rečemo, to v resnici se da, ne vem, v 2 mesecih super že uvesti, še prej, že to zelo hitro začnemo to početi, pa si razdelimo nove nazive, pa neke nove izraze uporabljamo, to v resnici v mesecu 2. Ta res, kako ne rečem, pozitivni učinek, ki bi si ga želeli dobiti, to pomaganje, to razumeti naročnike in da si želimo in dostaviti več vrednosti, ne samo narediti neke naloge, da to pa jaz rekel, da traja, tako bi rekel, to pa v mesecih pol traja, lahko je tudi pol leta ali pa 1 leto. Ker res je povezano to pol z nekimi vrednotami, z nekim pogledom na delo, s pogledom na sodelavce, na naročnike, in to pa lahko traja tudi tako precej dolgo, včasih pa tudi, mislim, tako Microsoft za sebe, da rabo leta, 5 ali 7 let v resnici, pa so kar pač tehnološko podjetje, res pa da so veliko podjetje, no. Ampak ja, traja precej dolgo. Ta drugi del, ta mehek del, ta tehnična uvedba metode je pa precej hitra. In tudi ima prve učinke, že to ima prve učinke, da ne bo kako. Ja, super, skratka, že s tem, ker dajemo ljudem upanje neko, malo več varnosti, potem ustvarjamo pogoje za to, da lahko vsak prispeva. Najlepša hvala, Voran, za tole izkušnjo danes. Veliko smo se naučili in želim še uspešno delo naprej. Ja, hvala za povabilo, lep dan še naprej. Čau.
Ja, krasno je bilo. Mi se poslavljamo čez 3 minute, uradno zaključimo. Dovolite, da vas samo spomnim še na 2 zadevi. Še zmeraj poteka nagradna igra. Na polovici konference smo pripravili za vas nagradno igro in z malo sreče si lahko prisvojite živo knjigo z naslovom Akrobati. Napisal jo je človek, ki je diplomiral, magistriral in doktoriral iz merilne tehnike. In čeprav naslov nič ne pove in čeprav se prestrašite opisa tega človeka, boste takoj postali zainteresirani, če boste vedeli, da za knjigo stoji eden najuspešnejših mednarodnih slovenskih podjetnikov, ki je hkrati tudi socialni podjetnik, ki jo je napisal skupaj s Petro Škarjo, avtorico vsaj 5 uspešnic. Knjiga je namenjena tistim, ki ste malce drugačni, vizionarji, geniji, posebneži, nerazumljeni, in če boste šli na Facebook stran Pozitivna psihologija za boljše življenje in napisali tisto lastnost, ki vas dela drugačne, posebne, nenavadne, boste morda izžrebani. Jureta Kneza in Petro Škarjo pa boste slišali jutri, 20. aprila ob 2 popoldne. Danes zvečer pa se bomo združili z Matejem Delacordo in temo, kako komunicirati in voditi v teh nejasnih časih, ki so pred nami. Upam, da se vidimo. Jaz pa eno stvar, preden se čisto res posloviva, Ekologi brez meja so danes začeli z celim tednom skrbi za zemljo. Mogoče še pogledate tja, kaj vse delajo za ohranjanje našega planeta, potem pa jim hitro donirate nekaj malega v zameno za naša brezplačna predavanja. Najlepša hvala tebi, Nastja, za vse tvoje iskrive misli in hvala celotni ekipi za moderiranje četa in za neutrudno ustvarjanje te konference. Hvala vam, udeleženci in udeleženke, da se učite skupaj z nami. Se vidimo, če ne prej, zvečer ob 8. Jaz sem pot do zmage, ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje, zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.